Preden pa gremo dalje, vam moram povedati, da našega korespondenta in diplomiranega domoljuba Janeza Ivana Novaka nekaj časa ne bo, ker se pripravlja na ustanovitev svoje stranke. A ker nas zanima, kakšen je utrip volivcev, bi v svojo družbo povabil našega novega dopisnika in strokovnjaka za politično korektnost in edinega pravega slovenskega liberala, ki nam bo povedal, kaj si misli o odstopu Mira Cerarja. Dame in gospodje, z nami je gospod Jernej Celec. Gospod Celec, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji. Kako to, da ste se odločili, da boste naš novi korespondent? Iskreno, ker so me zavrnili pri The Biggest Loser. Ok. Ma smisel. Dajte mi povedati, kakšno mnenje imate levi Slovenci o trenutnem političnem dogajanju? Spoštovani gospod Godler. Ja. Liberalno mnenje je, da v takih situacijah ne smemo biti sebični, ampak moramo upoštevati čustva vseh, tudi politikov. Kako to mislite? Glejte, čustva politikov so kot debeli klošarji. So redkost, ampak obstajajo. A se zavedate, da je vladni uslužbenec edina služba, ki ima interpelacijo? Noben drug Slovenec nima tedenskega urnika, v ponedeljek delam potne naloge, v torek pišem naročilnice, v sredo pa se bo cela tovarna zbrala in presodila, če sem jaz res tako nesposoben, kot pravijo, da sem. In če dovolj glasuje, da sem, grem domov, če ne, pa gremo vsi skupaj na kosilo. A ja, pa na televiziji bo, da lahko cela Slovenija gleda. Zdaj, jaz se razumem. Najbrž je težko imeti prijatelje v takšnem okolju. Seveda, in ravno to se je zgodilo Cerarju. On ni izgubil samo službe, on je izgubil prijatelje. Poglejte samo, kako je polomijo z maketo drugega tira komentiral njegov najboljši prijatelj Karl Erjavec, ki je na Instagramu zapisal: "En dan me ni, pa je vse narobe." Zraven pa je pripel sliko iz Vögele kataloga, na katerem vidimo starejšega možakarja, oblečenega v poceni srajco. A ja, ne, to je Karl Erjavec, pardon. Zdaj, najbrž so ljudje bili presenečeni na to objavo na Instagramu. Seveda, seveda. Pri tej objavi nas je še najbolj presenetilo dejstvo, da ima Karl Erjavec Instagram. Če je vrednost Snapchata padla za 6%, potem ko ga je nehala uporabljati Kylie Jenner, za koliko pade vrednost Instagrama, ko ga začne uporabljati Karl Erjavec? Nobeno družabno omrežje ne more biti cool, če so na njem tvoji sledilci sošolka iz srednje, simpatija iz tajništva in tip iz Vögele kataloga. Ampak je pa pohvalno, da je Karl pri svojem zapisu pravilno uporabil slovnico, kar nas ne čudi, glede na to, da Karl mojstrsko vlada 24 črk slovenske abecede. Ampak niso vsi ljudje tako nesramni do Cerarja, kot je bil Erjavec. A da niso, gospod Godler? A veste, da obstaja ena oddaja v Sloveniji, kjer Cerarja kličejo Cmerar? Vam je to kaj znano? Mogoče smo kdaj omenili, pa smo rekli Cerarju, ja, da je Cmerar. Kako bi se vi počutili, če bi izvedli, da vas ljudje kličemo Gofler? Čak malo. Mene kličejo Gofler. To ni debata za danes. Kar je danes pomembno je, da se zavemo, da so tudi politiki ljudje in da tudi oni rabijo prijatelje. Tako kot vse nas, tudi njih na koncu z napornega dne zanima samo, koliko lajkov je dobila njihova zadnja objava na Facebooku, koliko novih sledilcev imajo na Twitterju in koliko časa bo Mercedes še na servisu. Res, da imajo več moči in denarja kot mi, ampak na koncu štejejo samo všečki. No. In kako naj državljani odhajajočemu predsedniku vlade pokažemo, da razumemo njegova čustva? Ne rabite kazati, sem jaz že vse zrihtal. Šel sem namreč na njegovo tiskovno konferenco in mu pokazal, da mi razumemo njegova čustva. Spoštovane državljanke in državljani, danes se je prelila kaplja čez rob. Projekt drugega tira je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo na vsak način ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. 3 leta in pol je od začetka mandata moje vlade, ki jo vodim. 3 leta in pol.
odkar smo bili še v finančni in gospodarski, tudi politični krizi. Grozila nam je trojka, nakopičili so se slabi krediti, upravljanje državnega premoženja je bilo slabo in drago, proračunski primanjkljaj je bil več kot 5%, imeli smo visoko nezaposlenost 9,7%, danes imamo tretjo najvišjo gospodarsko rast v Evropski uniji. Napovedi za letošnje leto so zelo dobre. Namesto, da bi koalicijska partnerja pri tem pomagala, sta nas pri tem ovirala, kar je tudi dokazljivo. Stare sile enostavno ne dopustijo, da bi delali za prihodnje generacije. Oblast vračam v vaše roke. Odločil sem se, da podam Državnemu zboru Republike Slovenije svojo odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam. Hvala lepa, nasvidenje. To pa je bilo. To je bilo pa res lepo od vas, gospod Senec. Ni zakaj, gospod Godler, pa nehajte žaliti politike. To bomo pa še videli. Hvala, da ste prišli. Hvala. Hvala lepa. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!